Kako daleč so zvezde, je eno dokaj pogostih vprašanj, ki nam jih zastavijo ljudje, ki obiščejo naš planetarij ali ko pogledajo skozi teleskop. Zelo daleč, skorajda nepredstavljivo daleč. Ali je to 100.000 kilometrov, ali je to milijon kilometrov, mogoče 10 milijonov kilometrov. Ali si znamo sploh predstavljati 10 milijonov kilometrov? Zelo težko. Predlagam, da gremo od začetka in si odgovorimo na vprašanje, kako daleč je do vesolja in kako veliko vesolje sploh je. Zelo verjetno ste slišali za mednarodno vesoljsko postajo, ki kroži okrog našega planeta. Običajno je tudi vsake toliko časa vidimo s prostimi očmi na večernem ali jutranjem nebu, ko potuje nad našimi kraji. Vkolikor bi si predstavljali, da je naša Zemlja globus, ki ga sedaj držimo v roki, ali bi znali pokazati, na kolikšni razdalji od Zemlje oziroma tegale 20-centimetrskega globusa kroži mednarodna vesoljska postaja. Na tolikšni, mogoče na tolikšni razdalji. Mednarodna vesoljska postaja kroži okrog našega planeta na razdalji okrog 420 km ali le 7 mm od tega 20-centimetrskega globusa. In kje se potem uradno začne vesolje? Le 100 km nad površino Zemlje oziroma 1,7 mm nad tem globusom. Rob vesolja je veliko bližje, kako si mislimo. To nam daje misliti, kako tanko je tudi naše ozračje. Tudi ko pogledamo slike našega Osončja in tirnice planetov okoli Sonca, so ti modeli Osončja precej zavajajoči. Vesolje je veliko, izredno veliko. Tudi Osončje je ogromen prostor in težko si predstavljamo planete, ki se gibljajo okoli Sonca po svojih tirnicah oziroma orbitah milijone, nekateri celo milijarde kilometrov daleč. V nobeni knjigi ne morete narisati modela Osončja v merilu, ki bi lahko istočasno predstavljal pravilno oddaljenost in velikost. Zakaj ne? Ker ga enostavno ne moremo pravilno predstaviti v nobeni knjigi, ni važno, kako velika je. Poglejmo si primer. Sonce je največje in hkrati tudi najmasivnejše telo v Osončju. Vam bi lahko postavili več kot 1.300.000 naših planetov Zemlje. V njem je skoncentrirane 99,8% vse mase Osončja. Da si to lažje predstavljamo, če naše Osončje predstavlja vrednost 1000 evrov, imamo v samem Soncu 998 evrov. Ostala 2 evra predstavljata vse ostale objekte, kot so planeti, lune, milijarde asteroidov in kometov. Zamislimo si model Osončja v nekem merilu. Mislim, da bo najlažje, če si zamislimo naše Sonce, da bo to zvezda s premerom 1 metra. Torej Sonce, ki ima premer 1.392.000 km, postavimo v merilo, kjer ima sedaj premer 1 meter. Merkur, ki je prvi planet od Sonca, ima v tem merilu premer 3,5 mm in je od metrskega Sonca oddaljen 41 metrov in 63 cm. Venera ima premer 8,6 mm in je oddaljena 77 metrov in 67 cm. Naš modri planet Zemlja je malenkost večji od Venere in v tem merilu znaša njen premer 9,1 mm. In kroži okoli metrskega Sonca na oddaljenosti 107 metrov in 45 cm. Rdeči planet Mars ima premer 4,5 mm in je oddaljen 163 metrov in 69 cm. Jupiter, ki je največji planet Osončja, ima v tem merilu premer 10,3 cm in je oddaljen že 559 metrov od metrskega Sonca. V Jupiter lahko pospravimo več kakor 1300 naših planetov Zemlje. In če se spomnimo primerjave našega Osončja s 1000 evri, planet Jupiter predstavlja 0,95 evra od tistih 2 evrov, ki ostane za planete in ostale objekte. Gospodar prstanov, planet Saturn, ima v tem merilu premer 8,4 cm in kroži na oddaljenosti 1 km in 25 metrov od metrskega Sonca. Uranu, prevrnjenemu planetu, znaša premer 3 cm in 4 mm in je oddaljen že 2 km in 63 metrov. Neptun je malce manjši kot Uran in metrsko Sonce obkroža na povprečni razdalji 3 km in 233 metrov. Neptunov premer znaša v tem primeru 3 cm in 2 mm. Nekoč 9. planet Pluton, ki je sedaj le eden izmed pritlikavih planetov v Osončju, v tem merilu kroži že 4 km in 248 metrov od Sonca
in je drobna pikica s premerom 1,6 mm. Naše Osončje se seveda ne konča pri Plutonu, ampak se razteza daleč v vesolje. Mejo našega Osončja lahko v grobem postavimo na približno polovico razdalje do prvih zvezd. In katera zvezda je Soncu najbližja? To je Proxima Centaura, od našega Sonca je oddaljena dobra 4 svetlobna leta. Je precej manjša od Sonca in bi merila okoli 35 cm v primerjavi z našim metrskim Soncem. Svetlobno leto je razdalja, ki jo opravi svetloba v času enega leta s hitrostjo okoli 300 000 km na sekundo. Svetlobno leto tako znaša 9 bilijonov in 460 milijard kilometrov. Ker je od Sonca Proxima Centaura oddaljena 4,2 svetlobna leta, to pomeni, da je oddaljena okoli 40 bilijonov kilometrov. Se pravi, je Proxima Centaura v merilu, s katerim smo predstavili naše Osončje, od našega metrskega Sonca oddaljena 29 000 km. Sonce je le ena izmed nekaj 100 milijard zvezd v galaksiji. Naša galaksija je spiralna struktura, sestavljena iz zvezd, meglic, planetov, črnih lukenj, ostankov supernov, trilijonov manjših objektov, plina in prahu. Njen premer znaša okoli 120 000 svetlobnih let. V merilu, s katerim smo predstavili naše Osončje, pomeni, da bi od našega metrskega Sonca pa do središča galaksije namerili 188 milijonov 340 tisoč in 398 km. Je to še vedno težko predstavljiva številka, bomo našo galaksijo zmanjšali na merilo 1:10⁻². V tem merilu ima naša galaksija premer vsega skupaj 12 cm, kolikor znaša premer CD-ja. Celo razmerje med premerom in debelino je kar pravo. Misel, da bi videli posamezne zvezde v tem merilu, je nemogoča, saj so manjše od atomskih jeder. Naše Sonce bi bilo v tem merilu 10 000-krat manjše od jedra atoma. Vidimo lahko le svetlobo zvezd in razločimo samo središčni del in spiralne krake. Od Sonca do središča galaksije v tem primeru je le 2,8 cm. Naša galaksija je le ena izmed nekaj 100 milijard galaksij v našem vidnem vesolju. Galaksije se sestavljajo v jate in te v nadjate. Ena izmed naših najbližjih galaksij, ki jo lahko celo opazimo s prostimi očmi, je Andromedina galaksija, ki je od nas oddaljena 2,3 milijona svetlobnih let. Približno 50 različnih najbližjih galaksij sestavlja našo tako imenovano lokalno jato. V tem merilu bi bila večina galaksij zbranih v krogli s premerom kot 3 metre. Jate galaksij se združujejo v nadjate, v katerih je nekaj tisoč članic. Skupaj tvorijo zapleten vzorec strukture našega vidnega vesolja. Kozmologi ocenjujejo, da je današnja velikost vidnega vesolja okoli 93 milijard svetlobnih let. V našem merilu je to krogla s premerom približno 93 km. A si jo lahko predstavljate? Da lahko predstavimo velikost vesolja, moramo tako sestaviti kar nekaj različnih modelov v različnih merilih. Pa še tukaj smo se izognili pomembnemu dejstvu. Zgradili smo model vesolja, ki je mirujoč in nespremenljiv. Pomanjšali smo le prostor, ne pa tudi četrte dimenzije, časa. Vesolje je dinamično in se nenehoma širi že 13,8 milijarde let. Pravo vesolje je dinamično in spremenljivo. Zvezde se gibljajo okoli galaktičnega jedra, okoli zvezd se gibljajo planeti, okoli njih se gibljajo lune. Vse galaksije v jatah se gibljajo okoli skupnega težišča in večina galaksij beži ena od druge zaradi širjenja vesolja. Kako veliko je celotno vesolje? Tega odgovora žal noben ne pozna. Vesolje je veliko večje, kot si ga znamo predstavljati. Mogoče celo neskončno. Fotografija, ki jo sedaj gledate, je fotografija planeta Zemlja, ki ga je slikala sonda Voyager 1 iz razdalje 6 milijard kilometrov. Naš planet je drobna pikica izgubljena v žarku sončeve svetlobe. Zamislite se nad besedami, ki jih je zapisal astronom Carl Sagan. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child,
inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every supreme leader, every superstar, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. It underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home we've ever known. The Pale Blue Dot.